Takoj, ko je bila Alenka Bratušek potrjena za predsednico vlade, je skupaj s strankami, s katerimi je v koaliciji, predlagala ministre za 13 različnih področij, od šolstva do financ. Da so ravno oni primerni za ministre, so se morali najprej dokazati. Vsak posebej se je moral pred komisijo v različnih dvoranah v državnem zboru predstaviti, kaj bo kot minister spremenil in kakšen je njegov program. Bi raje pogledali, kje bi še kakšno veleposlaništvo odprli. Da vsaj za kanček poskušamo obrniti podobo kulture. Enakopravna, pravična in na odgovorni solidarnosti temelječa skupnost je moja osebna vizija Slovenije. V 2 dneh prepričevanja, tehtanja odločitev se je spilo veliko vode in kave. Vsak gib so spremljali tudi novinarji, naša televizija tudi v prenosu v živo. In ko so kandidati končali s predstavitvami, je bil čas za vprašanja. Ali se boste kot minister zavzemali za ohranitev programov glasbenega šolstva pri nas? Jaz se bom zavzemal za ohranitev programov glasbenih šol, kolikor je le mogoče. Tekle so minute, v nekaterih dvoranah celo ure. Ko je končno napočil čas za glasovanje, so morali kandidati zapustiti dvorano, da je lahko komisija razmislila, ali so primerni ali ne. Tina Komel, želim ti, da si uspešna tako kot Tina Maze. Čestitam. Vseh 13 kandidatov so potrdili, zdaj pa je čas, da opravijo vse naloge in se držijo obljub, ki so jih zapisali v svoje programe. Če predsednica vlade in ministri tega ne bodo storili, se bodo morali zagovarjati pred poslanci.